Plimovanje, valovanje, tok, struja, čas, doba, sprememba, preobrat, ugoden trenutek, priložnost. Slovar pozna vse njihove izotope, a oni so preprosto tight! Kevin Koradin, Matej Batelič, Andrej Rod, Damjan Palk. Dobrodošli vsi, ki nas spremljate v živo na valu Radia Koper. Všeč nam je publika, ki se kar ne ustavi. Dobrodošli še enkrat. V novem letu začenjamo zasedbo Tide. Mimo grede, februarja dobite zasedbo Bas in glas, na to Zlatko z Optimisti. Potem prihajajo iz Zagreba Elemental in končali bomo Sixpack Čukurjem tam pred poletjem z orkestrom. Leto torej začenjamo z rockerji. Danes bomo potrdili hipotezo, da je Slovenija dežela gozdarstva. Sežagali bomo vsako posamezno noto. Naj se žaganje prične. Kevin, vklopi cirkularko The Tide, oziroma Tide! Dobro, cirkularka dela. Walking like a rip, died straight from the unknown. Now it's my time, check out my song. Rolling, hear my train coming. 10 years gone, yeah, I'm tired of running against the wind with no direction. It's all I want is some satisfaction. Gotcha, going for the long ride. Sick of that place I used to hide. No shame, no blame, no alibis. I choose to live my life. It's such a strange day. Strange colors on my way. I wish them all away. The ship ain't long, enjoy it while you can. In another life, I'll be a better man. Cause I can feel it coming when the tide is high. This time people will be number one. Been waiting so long just to give it a try. Holding on, head up high. It's such a strange day. Strange colors on my way. Down all the way. Strange day. Strange day. I will let you come inside this
Tide na valu Radia Koper. Ko sva s Kevinom, preden se začel koncert, govorila o tem, koliko traja poprečen komad, je rekel 3 minute in pol do 4, pogledajte na uro, koliko traja prvi komad. Kevin, jaz se sprašujem, kako ti voziš avto. Pred seboj imaš 2, 4, 6, 10 efektov. Ja, se izogibam. Mešaš sklopko in gas. Imam reči druge, da to delajo namesto mene. Jaz sem kot Liam Gallagher, rabim šoferja. Za voziti kitar. Ja, in v bistvu se dostikrat lovim s temi pedali in je res, to je... Včasih v živo je umetno, sem tak pristaš sounda, da pol pač naredim ta kompromis, ampak definitivno en dan, ko bomo veliki, bom imel Iron Maiden enega, da mi priklaplja. Normalno. Si slišal, prej smo začeli, sem rekel The Tide. Kdo je ta subverzivni band? To mora biti neka akcija. Ne vem. Dobro. Skratka, to je Tide, to so Tide. Tako. Ok, to so Tide. Ste svetovljani, ampak, kako bi rekli, tudi vi imate dom. Kje ste doma? Andrej, povej nam ti. Jaz sem tle v bistvu iz Prat pri Kopru. Odlično, še naslov povej in dobil boš. Ne povem. Žal ne. Ne smem. Ampak če ne me bo mama za ušesa. Imate se za primorski band, to je jasno. Mislim pač, da dom je tam, kjer je srce, ne, v končni fazi, zdaj lahko si na drugem koncu sveta, pa boš zmeri Istrijan, ne. Jaz mislim, da imam bolj za svetovnega državljana, glede na to, da sem bil vse povsod in na obalo pač zahajam bolj kot neobčasno, ampak kamorkoli grem, vedno rečem, da sem Istrijan, še posebej, ko me vprašajo, zakaj sem tako trmast. Ti si začel pri obalni zasedbi Revolver. Ja, to je bil moj prvi band, v bistvu. Kakšni spomini te vežejo na ta čas? Garaža. Ure in ure prebite v garaži. Sem spomnil, da sem videl luč dneva. Eno celo poletje nisem niti morja videl. Tako da se spomine, ki imam, da smo bili skozi v uni garaži in smo skozi vadili 3-krat, najmanj 4-krat na teden po 6-7 ur. In, ja, v bistvu, ne vem, to so bili oni začetki, ki smo mislili, da bomo en dan glavni na svetu in ko imaš tisto naivnost in rekel... Tisto prepričanje, da te nič ne more ustaviti in to naredi spomine na tisti čas lepe. Ne? Pol glasba, seveda, ko se ozreš nazaj, rečeš, ja, no, vse mogoče nismo bili še tako dobri, kot smo mislili, ampak ja, lepi. Kar se pa zasedbe Tide tiče, zgodba se je začela na Nizozemskem. Ja, zgodba se je začela, ko je Matej prišel gor, v bistvu, jaz sem bil že eno leto sam tam in sem delal komade in sem snemal in pol en dan, on je bil liho v civilni vojski takrat. In mu je moj oče zrihtal, da so ga spustili za en teden iz vojske. Da ne bo problemov. In je prišel gor, ker je bil kuhar v vojski in sem ga prvo komi prepoznal, ker je imel 20 kg več. Ti si želel kuharja, ne pa basista, priznaj. Ja. In v glavnem je prišel gor in sem pogledal, kaj to si ti, veš, kaj eno leto se nismo videli. In smo začeli džemati z enim bobnarjem gor iz Danske in je bil feeling super in se ko veš, kaj ti boš šel zdaj domov, boš končal rok in pol priješ nazaj, ne. Tako pa smo živeli vsi skupaj, tako ko vidiš v filmih, spali na 25 kvadratih, v 3. In podrobnosti nočemo vedeti. Ne. In potem je šla plata 7 Days leta 2005. Spomnim se, ko je prišla plata ven, so rekli kritiki, plata zveni dobro zato, ker ni slovenska, ker je bila posneta od zunaj. Misliš, da se slovenski talent res konča pri potici in maminih žgancih? Ali znamo tudi Slovenci, če delamo doma, delati dobro? Slovenci delajo internacionalne produkte. Fora je pač v tem, da jih naši mediji ne promovirajo te produkte. V bistvu pošiljajo v svet produkte, ki so zgolj samo slovenski, zato da bi celemu svetu pokazali, kako imamo tle harmoniko in polko. Ampak ne pokažejo pa svetu, da ni samo harmonike in polke, ne, pri nas. In tako da to ni razlog, da bi pač našo sceno lokalno dol tolkli. Ogromno je mladih bendov, ki so dobri, marsikaterega nisem verjetno nikoli slišal, niti ne bom, ampak slišim skozi kaj dobrega, novega, ki pride ven in se vprašam, zakaj to ni bolj izpostavljeno. Ne? In ne moreš nič narediti, zato ker pač tisti, ki imajo... In še eno stvar bom rekel, problem je pri nas, da se skozi nagrajuje ene in iste bende že 30 let, polko nekdo umre, pride naslednji, je 30 let. In mislim, da bi se mogli zgledovati po Ameriki, Angliji, da vsako leto enemu novemu bendu se daje ena nagrada, neka spodbuda. Sem mislil, da boš rekel, zgledujemo pa se, da tam imajo pištole. Ne, se tudi pri nas, vsak dan že koga umorijo, tako da nismo daleč.
Ostajamo pri prvencu. Izvlekli bomo pištole in postreljali bomo nekaj maslenih golobov v naših ušesih. Release my gun in tight. Close to my head. It's a libido I've never felt. So down alone again. My mind can't refrain. Scary thoughts running fast. When I lay you on my chest, insane my way, so sad today. Release my gun, sure, it is fun. Oh yes I am. She makes me feel like a man. God's hand power in my hands. Wish you could understand. Insane my way, so sad today. Release my gun, sure. Hvala. Ste kdaj razbili kakšno kitaro že? Ja, jaz sem jo na vajah s tem bendom. Točno. In to ni bila samo tista kulisa za konec, da je bolj zažgalo, ne? Ne, nekje vmes. Izdali ste 4 albume, zadnji je naslovljen number 4, numero 4. Letnik 2012. Kevin, zakaj je ta album nadaljevanje prvega? V bistvu
Nisem eksperimentiral na tem albumu, tako kot sem recimo na 3., ker sem namenoma hotel nekaj novega probati in sem nekako delal tisto, kar smo Tide zmeri delali, v tem smislu nadaljevanje prvega, ker prvi album je bil res tisti rock grunge, s katerim smo odraščali in ta je prav tako v tem stilu, ni bilo nobenega naklepnega, načrtnega plana, da bi probali kaj novega. Smo delali tisto, kar mi pač res tako spontano delamo. Ne? Pri 3. pa je šlo prav načrtno za nek eksperiment, da se proba nekaj drugačnega narediti, ne? Da se ne bi ponavljali. Zato v tem smislu smo rekli, zdaj se zgodba nadaljuje. Ne? Po 3. albumu, tam, kjer smo nekje končali leta 2008. Nekje si rekel, da si se izgubil. Ja, Tisti v mestni fazi. Ne vem, če je izgubil pravi izraz. Iščeš nekaj novega, delaš 20 let, govorimo od Revolverjev dalje, ne moraš pač povzeti celo tvojo kariero in skozi delaš isto, skozi žgeš kitaro. In je prišlo tisto obdobje, ko sem odložil kitaro, sem probal nekaj novega. Mogoče bi bilo boljše, če bi zdali tisto pod enim drugačnim imenom, ampak v končni fazi, če si lahko Keith Richards in Mick Jagger privoščijo shit solo albume, si ga lahko tudi jaz, pa koncev ni bil niti tako slab, ne. Ni bil Ne. Lahko povem, da je imel naš največji hit, ne. Tako da tisti komad je definitivno ima največji hit skupine Tide, ki je bila skladba Dio, ne. Pač tak, mislim, da če grem po Sloveniji, ne, in prije do mene ena gospodinja ali ena, ki posluša karkoli, elektroniko ali pa karkoli rečejo, ja, Dio je ful dober komad. Ne? To je komad, ki ga vsi poznajo, ker ni za rockerje, za metalce, ampak ga vsi poznajo. Ne? Tako da. Skladba, ki sledi, je skladba Riot Act. Hrušč, kraval, izgred in nemir. Prisluhnemo tej skladbi iz zadnjega albuma. Na to nam boš, Kevin, razložil, zakaj je na ulici moč slišati, da imaš doma skrito čarobno kroglo za branje prihodnosti. Bomo več o tem kasneje. Riot Act uživo na albumu oziroma uživo na valu Radia Koper iz albuma Number 4. stand up, face the crowd. Maybe you got much to say. At least show them you're not vain. You wanna ride in a public place, a riot act to show them what you think. Youth kids of today, when nobody knows your name, and your voice can still be heard, 'cause teen
Poslušajte to oddajo še naprej in ob 7 boste brez ušesnega masla. Zagotovo. Tole je popoldanska čistilna akcija na valu Radia Koper, Tide, v živo tudi na radiokoper.si, stream žive slike. Danes preizkušamo tudi platformo YouTube Live, če imate radi Titubo. Riot Act smo prebavili. Kevin, v kakšnem času je nastala ta skladba in zakaj so rekli, da si vedel, kaj se bo zgodilo? Zdaj vem, kaj sem mislil. Ja. Sem te pustil 5 minut na trnih. Ja, sem že razmišljal, da bo kaj kontroverznega tle. V bistvu, zadnji album sem ustvarjal spet na Nizozemskem, sem bil gor par mesecev takrat in sem bral neke novice o nekih izgredih, neredih po svetu in sem nekako rekel, to prihaja zdaj k nam. Kaj se dogaja drugod, to bo zdaj pri nas vsak čas. In potem sem prebral novico enih najstnikov, ki so se v Ameriki uprli in so zasedli en shopping mall in so se pač zoperstavljali policiji in tle sem dobil pač inspiracijo, ko sem ta članek bral. Ne sem spomnil, če je bilo na CNN-u ali kjerkoli. V glavnem, iz tle sem dobil pol to. In pol je izpadlo, da smo imeli malo kasneje mi v Mariboru te zgrede in se je nekako vse poklopilo. In izgredniki so imeli zvočno kuliso sestavljeno. Ja, samo da pri nas niso bili toliko najstniki v igri. Najstniki so uživali v tuš planetu pri nas. In protestirajo stari, ne? Danes je tako, da stari protestirajo in njihovi sinovi, hčerke likajo, lajkajo na Facebooku. Ja, bravo, tata, tata in mama lajkajo rok, ja. Ampak tako je danes. Otroci pa narodno zabavno. Tako da, če boste želeli eno širšo publiko mlado, predlagam kakšen drugi stil glasbe oziroma zvrst. Ampak glede na to, ko ste me zdaj pogledali, vem, da bomo ostali pri žaganju. Ok, razvoj. Govorili smo o razvoju. Dajmo te misli dopolniti še skladba, ki sledi Evolution in zasedba Tide. It's a fucked up world. Mama told me to rock and roll. Revolution's a worn out song. Love and peace, a game for clowns. Let's wait, evolution. Tell me, Jesus, tell me, should I bleed? Why freedom turns to greed? Tell me, brother, tell me why you cry. No one cares if you live or die. Let's wait, evolution. The sky is breaking. There's a ray of light shining through.
if you live or die. The sky is breaking, there's a ray of light shining through evolution. The sky is breaking, there's a ray of light shining through evolution. The sky is breaking, there's a ray of light shining through evolution. 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 Yeah. Evolution. Ooh. Hvala. Živo vižažiranje na valu Radia Koper, tole so Tide. Čez 10 dni sledi pomemben koncert. Kje in kaj in zakaj? Pomemben je zaradi tega, ker je v bistvu naš prvi, dajmo reči, pravi celovečerni koncert po 7 letih v Koperu. In sicer bo to v snack baru, v prenovljenem snack baru. Dolgo časa smo čakali eno pravo priložnost, da bi naredili pač pravi koncert na obali. Zato tudi nismo želeli takoj prideti, ne vem, igrati v en bar, akustično ali kaj takega, ker nas pač že tako dolgo ni bilo, da se nam je zdelo, da si publika zasluži nekaj malo bolj grandioznega, vsaj malo bolj na nivoju. In smo čakali pravo priliko, da bi se odprla pač. Večje organizacije žal nismo nikoli prišli skupaj in smo čakali to priložnost, ne, kar bi v bistvu omenil še to, že ker sem na tej tematiki, da opažam eno stvar na obali, ki je ne opažam, ne to, da sem mogoče bil bolj prisoten na slovenski sceni kot obalni vsa ta leta, da povsod zelo forsirajo svoje bende, Mariborčani svoje, Novomeščani svoje. Na obali pa so največje zvezde vedno, ne vem, bendi od drugod. In obalne bende pokličejo zraven, da jih za džabe dajo igrati tam za 200 €. Največje budžete pa porabljajo za bende od drugod in jih tretirajo kot zvezde. In to se mi zdi zgrešeno. Mislim, da je treba za obalno sceno zgraditi, dati obalnim bendom tisto pravo platformo, da se pokažejo doma, da so oni doma zvezde, ne da oni skozi fanfare igrajo bendom od drugod. Ker v končni fazi ne bomo nikoli videli recimo en primorski bend v Ljubljani biti tretiran kot glavni, a ne? In imaš to isto svojo bazo, tisti svoj dom, kot so Elvis Jackson glavni v Ajdovščini, Siddharta v Ljubljani, in se mi zdi, da se morajo obala tle malo naučiti to, da drži bolj za svoje bende. No. Vidimo se torej 17. januarja v snack baru. Ja, 17. januarja. Ne manjka, če ne nas ne bo 17 let pol. Ja. 7 let ni bila dovoljšna kazen. Ste band za odre, bili ste tudi predskupina velikim bandom, Iron Maidenom, če se ne motim, in še številnim drugim. Kakšni spomini vas vežejo na ta čas? Se pravi, pa tudi na Exitu ste tudi bili, če se ne motim, ne? In to večkrat? Dvakrat, ja. Dvakrat? V bistvu je tako, določeni koncerti je bilo ogromno ljudi, imaš dober spomin zaradi odziva, določeni koncerti je bilo lepše vzdušje, nikoli ni pač isto, mogoče ta zadnji je bil prav s Slashom, ali ne, zadnji so bili Skidrov. No, ampak recimo s Slashom je bilo odlično vzdušje, ker je bila odlična publika, dosti ljudi. Ampak recimo pri Iron Maiden ti ostane spomin, kako so bili oni prijazni, vedno je neki, ne, tako da imaš tiste spomine. Ne bom govoril, včasih je boljše ne spoznati svoje idole, nekateri niso tisto, kar se zdijo. Greš domov razočaran. Tako da jaz to vedno rečem, fantom, ne pričakovati preveč, ker ljudje pač v medijih niso v živo vedno tisto, kot kar jih vidimo. Ne. Tako da pri teh koncertih moraš največ iztržiti iz tega, da narediš odličen koncert, ne, in ne zato, ker boš, ne vem, šel avtogram iskat nekomu. Ne. Zasedba Tide, oddaja Radio Live, brzice Radia Koper, skladba, ki sledi, Hold On.
standing in line at the train stop all alone. You said you couldn't go, was all about to blow. The feelings you had that you never showed. Thought you didn't care, you said I wouldn't dare. Tension in the air I couldn't bear, I swear. Gotta hold on to your love, hold on to your love. You gotta hold on to your love, hold on to your love. And now times are changing, rearranging memories we don't speak of. You gotta hold on to your love, hold on to your love. Ride like Bonnie and Clyde into the night. We had our dreams, our share of sins. We did alright. You said you couldn't go, was all about to blow. And the feelings you had that you never show. Thought you didn't care, you said I wouldn't dare. Tension in the air I couldn't bear, I swear. You gotta hold on to your love, hold on to your love. You gotta hold on to your love, hold on to your love. And now times are changing, rearranging memories we don't speak of. You gotta hold on to your love, hold on to your love. Whoa, 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 you gotta hold on. Hold on to your love. You gotta hold on to your love. Hold on to your love. And now times are changing, rearranging memories we don't speak of. You gotta hold on to your love. Hold on to your love. Kako dobri so tajt? Da ne boste mislili, da si samo znane manekenke in voditeljice menjajo obleko, pričesko, tudi pravi rockerji zamenjajo kitaro. Andrej, zakaj imaš ti... Aha, hotel reči isto, tudi on je dal dol kitaro, lepo. Poslušate oddajo Radio Live na valu Radia Koper. Danes smo še malo kitar prinesli sabo. Smo rekli, da ne bomo preveč komplicirali.
v živo na valu Radia Koper, prenos žive slike na radiokoper.si. To je bila skladba Hold On iz albuma številka 4. Ko gledam na playlisto, vidim, da je res iz 3. albuma samo Adieu, kjer so končale druge skladbe, so res tako drugačne. Pa ne, veš kaj, v bistvu se v končni fazi igraš tisto, kar najbolj nekako ti potegne v živo. Mi zamenjamo tudi tam vsako leto na 2 leti ima repertoar, dodamo kakšno priredbo, toliko da je nam zabavno in zanimivo. Tako da ni, da je zaradi tega samo adijo. Zdaj smo pač trenutno oblikovali en tak repertoar, da je malo bolj udaren in da pokažemo v bistvu tisto live sliko Tidov, ki ni... Zadnja leta moram reči, da smo bili bolj prisotni preko radio postaje, preko singlov na radijih, ampak to ni slika benda v živo. In zdaj smo želeli en tak repertoar oblikovati, da se pač vidi v bistvu, kaj je tista esenca, bistvo benda, ne? In mi najrajši žgemo, ne. Okay. Kje imate več fanov? Od zunaj ali doma? Govorim tujina ali... Vedno doma. Edino tujina je razlika v tem, da oni so bolj... Na obali največ. Ja, največ. V bistvu sploh ni rečeno, da jih ni na obali, ne? Sam niso še prišli na svoje. Tako da jaz pričakujem, da kar smo imeli koncertov na obali, so bili zmeri odlični. Jaz nimam nobene slabe izkušnje s publiko tle. Sam pač organizatorji so bili krivi, da je bila situacija takšna, kot je bila. Kar se pa tiče publike zunaj, je tako. Zunaj prodamo več CD-jev, ja. Greš na koncert, pa priš domov brez CD-jev. To se pri nas ne dogaja, ampak to je tudi ekonomija pač, ne. Igra vlogo. Skladba, ki sledi, Don't Look Back. Kaj bova rekla na to temo? Ja, to je še ena skladba zdaj zadnjega albuma. Mislim, da je zadnja danes na playlisti. Misliš, da bo zadnja? Zakaj bi bila zadnja? Iz zadnjega albuma. Aha, iz zadnjega albuma. Aha. Ja. Tako da, ja, nič, se ne oziramo nazaj, ne. Nikoli, samo gas naprej. Dame in gospodje, Tide! You feel like a clown, confused.
Tide na valu Radia Koper. Vedno masiram samo prvo vrsto, zdaj bom skočil tudi v drugo, k Damjanu. Bojno ime Ranjo, ne? Ranjo. Ne vem, če veste, on je človek, ki je igral v več bendih. Ranjo, kje je lepše igrati pri Deliriumih, Mambo Kingsih ali Tidih? Mambo King, sigurno. Ok, tole je bila oddaja Radio Live, hvala lepo vsem skupaj, skupina Tide je razpadla. Ok, Andrej, ti in Damjan sta prišla kasneje. Kako ste se našli s Kevinom in z Matejem? Ja, v bistvu, jaz sem pač šel na par njihovih špilov že prej, ker jaz imam še drugi band, ne, in Matej je vedno prihajal na moje špile, ne, in sem se z njim spoznal, pa jaz sploh vedel nisem, da on kaj igra, ne, tako da, ti igraš bas, ja, pri Tidi. Jaz sem mislil, da si ti kuhar, ne? Shit, ne. In pol pač se je zgodilo to, kar se je zgodilo, da sta prejšnji bobnar in kitarist šla stran in me je Matej kontaktiral, v bistvu, če bi Tide ima prišel. talent in smo izbrali, Če ne? bi prišel provat in pol me kliče čez 2 dni Kevin, čuj, ki poznaš ti kakšnega bobnarja, in pol je on bil zraven in Lažje, je dvignil bili so roko, na ne. koncertu zasedbe Mambo Kings. Ja, to. Ja, najbolj hecno je bilo pa to, ne, ker Andrej je bil pač zelo cenjen obalni kitarist, zmagal ne vem koliko gitarijad. In potem je prišel na prvo audicijo in je bil takšno tremo je imel, da ko smo igrali Radiotek, da je bil kot rečiček. Ja, pač jaz imam ta problem, da nikoli ne morem igrati z novim bendom, ne. Tisto prva vaja je vedno katastrofa. Ne. In jaz sem gledal In ta je gledal, koga mi je ta tip pripeljal s A je tem zdaj vaje, to? ne. Pol na drugi je bilo malo boljše. Ne, na drugi je bilo že v redu. Prva vaja je bila res tisto, sem bil že Ok, čas nas preganja. Preden zavižažiramo z No Place Left to Go, koga Tidi na slovenski glasbeni sceni najbolj spoštujejo? Boš ti povedal, Matej? Matej bo povedal, Matej še ni prišel do besede. Zato. Poglejte, zgolj slučajno ima zdaj razglašen bas in je tiho, zgolj slučajno. Ne, Zgolj. meni so zelo všeč mlade skupine, recimo zdaj sem Les Day Here so mi ful dobri, pa zdaj sem slišal ene nove Klejt tudi ful dobre zadeva, tako da te mlajše nove skupine so mi res všeč, no, tako večjih slišim tudi v Ljubljani in vsekakor ne bi izpostavljal teh starih prcev, ki jih že 30 let pač si omenjajo. Meni se zdi, da so mladi bendi ful boljši. Oni niso stari prci, oni so Tide!
Hvala. Tide v oddaji Radio Live. Še nekaj minut imamo. Kevin, zgodilo se je to, kar sva se zbala, da se bo zgodilo, in sicer nam je ostalo samo še nekaj minut. In končali bomo z Brain Damage, čeprav predlagam, da za vse tiste, ki nas spremljajo preko internetov, ohranimo še 3 skladbe in jih Odigramo potem, ja, tako. Tako da za vse tiste, ki nas poslušate preko radijskih frekvenc, če imate zaprašen avto, dvignite jakost vašega radijskega sprejemnika, sedaj vam bomo očistili vaše membrane. Tole je zasedba Tide. Ja, in če hoče kdo slišati, če ostale 3 skladbe, naj pohitijo in pridejo na radio, ne? Prva varianta in druga, da se nam digitalno pridružijo na radiokoper.si/stream. Preden končamo, jezikoličneži se sprašujejo, kje je končal slovenski jezik in zakaj Tajdi pojejo v angleščini, čisto na hitro. Čisto na kratko. Na Balkanu je končal. Okay. Na Balkanu... mi pa gremo v svet, evo, tako lepo povedano. Ja. V svet, zasedbo Tide, hvala vsem, ki ste bili v naši družbi. Slišimo se prihodnjo prvo sredo v mesecu, ko bosta z nami domačina Bas in Glas. Drago Hrvatin za mešalno mizo, Ksenja Kos je skrbela za producentsko paličico. Sebastian Pelan je streamal, Mitja Jazbec je skrbel za luči. Fotke dobite na obrazno-knjižni strani Radia Koper. Tadej Tadić je skrbel za zvok v studiu. Pridružite se nam na radiokoper.si. Tole so Tide!
Ostali smo sami, samo še tisti, ki so z nami na spletni strani. Kevin, kakšni so načrti skupine za prihodnost? Ja, nov album moramo narediti. Točno tako, 2.5, 2.7, 2.9, 2.12, Ja. 2.15 se kar samo od sebe ponuja. Ja, Ne? kličen se ponuja, Ja. ja. Res je. Imam že tisti slab občutek, ker nismo še zadali si na rok, ampak treba narediti. Letos 2015 smo rekli, da bo nov album. Okay. Delate že kaj na tem ali? Ja? Smo začeli že delati nove komade, v bistvu lahko tudi, mislim, da so zdaj Andrej pa Damjan prva dva, da nista pač ustanovna začetna člana benda, s katerimi dejansko delamo zdaj skupaj muziko. Prej je bilo zmer tako, da smo že prinesli narejeno in so se pač naučili komade, zdaj smo pa dejansko prvič po kolikih letih, da smo skupaj v placu začeli delati komade. Tako da bomo videli, kaj bo ratalo ven. Če bo slabo, so krivi oni. Skladbe, ki so ostale, so Waiting for the Rain, Shooting Straight in, Adieu. Ja, Waiting for the Rain smo za? ja, če publika začne, požgemo naprej. Waiting for the Rain, potem pa sledi eno majhno presenečenje za našo zasedbo. Dame in gospodje, se grejte dlani še enkrat za zasedbo. Ne, Počakali, menjava kitare. Nič, Kevin, povej mi, koliko let igraš kitaro? To so namreč nastavki za tisto presenečenje kasneje, ki sledi. Koliko let igraš kitaro? Čakaj. 136 tam nekje. 20 sigurno, kaj več. Kaj več kot 23 tam nekje. Premišljuj o svojem kitarskem znanju. Samo tako, ne? Pač začetna leta so bila bolj usmerjena v kitaro, potem sem imel drugo obdobje, ki je bilo bolj petje, potem je bila kompozicija, delanje pesmi, ko sem se nekako osredotočil na pisanje pesmi na Nizozemskem, takrat sem malo opustil kitaro. In bolj na koncu sem nekako vse to skupaj probal združiti. Produkcija, pisanje tekstov, petje, igranje kitare, ne? Tako da nimam dejansko toliko časa, ko prej, da bi 8 ur na dan dudlal kitaro, ker moram pač, ponavadi so še teksti. Recimo tekste zelo rad pišem. Jaz, ko sem kjerkoli, če nimam zapisati si v telefonček, pišem ideje, včasih spišem 3-4 besedila, tako na Blackberryja na hitro. In potem to nekako shranjujem po računalnikih, po telefonih in recimo, da mi je pisanje tekstov zelo všečno, mogoče, da se celo bolj neko ekspresijo najdem tam. Jaz sem zmer menil, da če besedilo slabo, komad ne more biti dober. Mogoče ne delijo to mišljenje vsi z mano, ampak jaz ponovadi poslušam dejansko, kaj ljudje pojejo. Nekako, če je besedilo meni brez veze, se ne morem sploh se uživeti v komad, ne. In zato mislim, da so bili tudi skupine kot Nirvana in Pearl Jam tako dobri, ker so imeli prav to besedilo je bilo tisto, ne, kar te je pritegnilo v glasbi, ne. Andrej, smo pripravljeni? Čisto zares. Se grete dlani, zasedba tight.
to survive. On the edge of town, true love is born from the people left behind. I've been alone inside my mind, searching things I couldn't find inside my mind. A perfect home, a perfect life. The world cries and still we smile. Oh yeah. And now we're waiting for the rain to wash our sins away. Hvala. Okay, zdaj nismo več po radiju, lahko se pogovarjamo. Gremo enega z druge plate, katero smo danes najmanj igrali. Shooting Straight. Nič narobe. Gremo. Ajde, daj bom jaz začel zdaj, pa se bolj. Kaj se lahko ploska tukaj? Dajmo, ajde. Dajmo. I've been around, had my
Tide, oddaja Radio Live. Kevin, 20 let igraš kitaro, si rekel. Kaj več. In če ne bi igral kitaro, bi igral kaj? Harmoniko. Izbira na prvem mestu. Ti povem resnico, ko sem šel v glasbeno šolo, je bilo vse prosto. Dilema med kitaro in harmoniko. Ne, vse je bilo prosto, razen kitare. A res? Ja, in se še zdaj spomnim, sem sošolec zasnovne, so stala pred ravnateljem in je rekel, kaj ne bi vi fanti igrali harmoniko? Ne. Ne bi vi fanti igrali klarinet? Ne. Kaj pa violino? Ne, hočemo kitaro. In pol so dve izredni mesti, so se kitaro sprostili, da smo lahko preko neke veze prišla notri. Tako da definitivno, če ne bi igral kitare, veš kaj bi šel, za filmskega igralca bi šel. Ja. A bi šlo skozi? Ja. Bi šlo, ne? Mafijski filmi, trileri. You talking to me, Ja. Kevin, eno presenečenje imamo zate in sicer danes se boš preizkusil čisto na hitro s podporo benda v igranju na citre. En aplavz za citre. Zasedbo prosim, to niso samo citre, to so razglašene citre. Kaj ne bi s tem delal? Jaz predlagam, da band zaigra en tak wheezy riff in ti boš samo malo spremljal s temi citrami, samo da dokažeš. Poglejte, kako trubadurska lirika je pojem, ki bo spremljal tega človeka. Kaj, lahko samo en na Marshallu en riff in da on... To pravi ritem je udaril. Dej, probaj, ajde, dej Matej. Sam ker so Dovolj. Če bi bile oglašene, bi še skinil. Če bojo kdaj ukinili kitare, bojo Tide igrali na citre. Hvala lepa za vašo družbo in adieu. Hvala lepa. Hvala še v našem imenu. Se vidimo v Snack Baru naslednjo soboto. Inside a box, you steal from me and accuse me. You tell me lies, devil in disguise. Then full of spite, you desert me. I'm done with you. I say I do. You want from me everything I have and all I can stop there. Surround yourself with a plastic fence. Haven't got what it takes.
listen. You don't listen, you'll never know, you'll never know. Hvala vsem. Čau.